Dober dan vsem skupaj in dobrodošli na okrogli mizi, ki smo jo poimenovali 20 let poročila Slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije. Na okrogli mizi bomo razglabljali ob 20-letnici poročila in seveda o dediščini v naslednjih 2 desetletjih o samem poročilu. In istočasno se bomo tudi dotaknili tem, ki se nam letos še kako ponujajo, tako stoletnica nastanka Rapalske meje, 90-letnica bazoviških žrtev, 73-letnica nastanka meje med Italijo in Slovenijo, ki se je seveda uveljavljala leta 1947, ravno nekje na tej točki, na kateri trenutno stojim, in seveda skorajda na predvečer novega praznika, ki bo letos, bomo beležili njegovo 15-letnico. Praznik za tiste, ki ne poznate uradnega imenovanja, je dan vrnitve Primorske k matični domovini. Kot je jasno, tem je veliko, časovno obdobje zelo kratko, okrogla miza bo predvidoma trajala cirka uro in seveda vmes smo pustili tudi dovolj časa za vaša vprašanja, namreč verjamemo, da bo teh vprašanj kar veliko. Moje goste vabim, da se mi tukaj tudi pridružijo. Začela bom z dr. Brankom Marušičem, zgodovinopiscem zahodnega roba. Verjamem, da Branko Marušič ne potrebuje velikih predstavitev, kar lahko komerkoli. Branko Marušič je kronist zgodovine Goriške, častni občan Nove Gorice in seveda član tedanje komisije. Z nami je tudi dr. Nevenka Troha, tudi članica takratne komisije, zgodovinarka, strokovnjakinja za zgodovino II. Svetovne vojne s posebnim poudarkom na vojni na Primorskem, v Istri in v zadnjem obdobju zelo plodovita prevajalka, namreč Nevenka v zadnjem obdobju prevaja kar veliko pomembnih knjig, ki se še kako tičejo našega območja. Iz mlajše generacije so danes z nami Luka Lisja Gabrielčič, zgodovinar, kolumnist Dela. Verjamem, da Luko res ni treba na veliko predstavljati, ampak še zmeraj politični analitik, urednik Razpoti in občasno tudi prevajalec, če mu čas dovoljuje. In z nami je Jernej Šček, zgodovinar, filozof, tudi komentator. Jernej ni zamejec, kar lahko tudi sam kasneje v drugem delu pove, ampak tržaški Slovenec. In ta razlika je še kako pomembna. O današnjih sogovornikih bi lahko podala veliko več informacij. To so res čisto bazične informacije in verjemite mi, da so veliko več kot priznani raziskovalci in komentatorji preteklega časa. In ne glede na to, da se tematsko ukvarjajo s čisto drugimi temami in da lokacijsko jih lahko postavimo od Solkana, Ljubljane do Budimpešte do Trsta, jih vse skupaj povezuje zelo močno in globoko povezovanje s tem prostorom in razglabljanju o razumevanju glavnih vprašanj našega časa. Pomikali se bomo med sedanjostjo in preteklostjo. V prvi fazi se bomo dotaknili preteklosti, kot jo je označilo poročilo Mešane komisije, poročilo, ki je bilo objavljeno prvič leta 2000. Nato se bomo obrnili v to isto preteklost, a skozi prizmo današnjega razumevanja iste preteklosti v naslednjih 20 letih. Torej piše se leto 2020 in pretekli dogodki niso nikakor toliko pretekli, kot se nam je zdelo, da so pretekli, ko se je objavilo poročilo. Čisto na kratko, kje je razlika in kako dojemamo ta čas, piše se leto 2020 in napiše se v časopisih tudi to, da so Slovenci sami zažgali Narodni dom. Piše se leto 2020 in potrebno je v medijih razglabljati, ali so antifašisti teroristi. Piše se leto 2020 in
Bazovica postaja iz leta v leto večje polje sporov, ne nazadnje tudi političnih manipulacij in diskurzov agresije, novih interpretacij preteklosti. V intervjuju, ki ga je, mislim, da nekaj tednov nazaj imel akademik dr. Peter Štih, ki je predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je v enem zadnjih delov intervjuja dejal, da zgodovina ni preteklost sama po sebi, ampak zgolj naša predstava o enkratni in neponovljivi preteklosti. In zdi se, še posebno, ko se nahajamo na tem trgu, na tem območju, da o preteklosti še ni bilo vsega izrečenega. Danes se bomo veliko več ukvarjali z našim dojemanjem preteklosti, torej na tej liniji tukaj, ampak v ozir tudi na preteklosti, ki se pišejo na drugi strani meje. Verjamem, da je v prvi točki zelo priročno, da razmislimo o tem, na kakšen način sami dojemamo današnji čas in mogoče na neki drugi okrogli mizi v zelo kratkem prihodnem času povabimo na isto mizo tudi italijanske kolege. A kot rečeno, začne se vedno z zrcalom, ki je obrnjeno v družbo, tisto družbo, v kateri živimo. Na včerajšnji proslavi ob praznovanju vrnitve Primorske matični domovini, ki je zaradi covid restrikcij potekala brez gledalcev, je slavnostna govorka Majda Širca opozorila, da je zgodovino treba razumeti s strokovnostjo in z odgovornostjo. Razumeti jo moramo, jo predstavljati in arhivirati, sicer, kot je dodala, tvegamo nove zločine in to so zločini pozabe. Moje prvo vprašanje gre članom takratne komisije, Brankotu Marušiču in Nevenki Troha. In zanima me, dejansko vem, da smo večinoma vsi to poročilo nekoč prebrali, mogoče nekateri v zadnjem času, nekateri že pred desetletjem, a vseeno, kako poteka delo mešane komisije? Kaj pomeni, ko se na istem območju dobijo zgodovinarji, ki so verjetno že v nacionalni sferi lahko popolnoma drugače dojemali preteklost, in kaj se zgodi, ko se soočijo zgodovinarji različnih pogledov, različnih ozadij in skupaj pišejo in preučujejo dogodke, ki ne nazadnje niso tako pretekli, kot se zdi. Jaz predvidevam, da je tukaj šlo za veliko usklajevanj. Se mi zdi, da že samo terminološko, ko govorimo o liberacione, okupacione ali o osvoboditvi in okupaciji, trčimo na zelo veliko težavo. Branko, kje se je začelo? Kako je ta zgodba sploh nastala? Torej, jaz ne bi bil lokal patriot, če ne bi omenil, da sem zelo ponosen, da smo trije Sukanci tukaj prisotni. Od voditeljice in pa od Luke Gabrielčiča. To je pač moj lokalno-patriotski doprinos tej prireditvi. Pa še nekaj moram povedati, da to komisija, ki je nastala leta 1993, je v bistvu naslednica zgodovine italijanskih in jugoslovanskih zgodovinarjev, ki so delovali že leta 1960. In so se 10-krat sestali v različnih krajih in so se sestavili celo neko poročilo, teze za zgodovino jugoslovansko-italijanskih odnosov, ampak to poročilo je trajalo vse, je prišlo do prve svetovne vojne, potem se je nehalo. In takrat je komisija tudi razpadla. To lahko povem tudi zato, ker sem dvakrat sodeloval na sodelovanju te komisije, in sicer v Sarajevu in pa v Firencah. Takrat smo pa obravnavali zgolj neka taka, problemi, ki so bili vezani na nekatera zgodovinska obdobja, naprimer leta 1848 pri jugoslovanskih narodih, torej teme so bile zelo splošne. Potem se komisija ni več sestajala. Da je pa ta komisija, o kateri ne bi danes govorili, je pa posledica nekih želja, ki so nastale na tem območju v času, ko je prišlo v Sloveniji do teh političnih sprememb. In sicer zakaj? Ker so se tudi pojavljali vprašanja nekaterih odnosih med Slovenci in vsakrat povedati moram še to, da se vendar slovensko-italijanski odnosi, o katerih ne bi govorili, vendar odvijajo na dveh nivojih. Prvi je ta nivo ob meji, tega obmejnega prebivalstva, ki živi neposredno v soseščini s Italijani, drugi so seveda pa odnosi centralne Slovenije, ki se spremljajo pa Italijo z neke druge oddaljave, spremljajo kot umetnostno zgodovinsko deželo, spremljajo kot literarno deželo, spremljajo nazadnje tudi kot politični faktor, spremljajo pa tudi seveda kot okupatorja leta 19. Skratka, imamo ta dva nivoja, ki seveda, ki to
razpravo združujo, istočasno pa je treba vendar eno določene pozornosti in posebnosti omeniti, ki zadevajo vsako izmed teh stopenj. V tem območju, na tem področju je nastalo veliko želja, da se vendar razčistijo nekateri problemi, ki so pritiskali na vsebino, na teh italijansko-slovenskih odnosov že od leta 1945 dalje. In to so predvsem fojbe in deportacije. Spomnim se, da je tudi novogoriški demos leta 1992 sprožil eno javno vprašanje, naj se vendar razčistijo ti problemi, ki so obremenjevali naše odnose tukaj na mejah. Ker če je bila kakšna stvar problematična, takoj so skočile fojbe in seveda deportacije in tako dalje in tako dalje. Ampak taka želja je prišla tudi iz prebivalstva, iz italijanskega prebivalstva tega obmejnega področja. Prišlo je seveda tudi želje, te želje so romale na italijansko zunanje ministrstvo, prišlo je tudi do slovenskega zunanjega ministrstva in prišlo je tudi do stikov med takratnim slovenskim zunanjim ministrom Lojzetom Peterletom in italijanskimi zunanji ministri, ki seveda so pristali na imenovanje neke komisije, ki ne bi bila državna, ki ne bi delovala seveda strogo zaupno, poročilo, ki ne bi ga napisal, ne bi nosilo nek pečat državne tajnosti, ampak vsaka država naj da 6 članov ne prispeva, delo komisije bi pa vozila 2 sopredsednika, ki bi jih tudi imenovala vsaka vlada. In tako je prišlo do imenovanja na slovenski strani do teh članov komisije. Kako so zbirali članstvo? Zbirali so članstvo med ljudmi, ki so poznali morda to problematiko, so se ukvarjali s temi problemi in seveda tako na naši kot na italijanski strani. Zato, ko smo se prvi sestali, seveda smo mi bliže precej seznanjeni. Italijanski in slovenski člani smo med sabo zelo dobro, smo se že poznali iz predhodnih srečanj, pa tudi iz literature, tako da ni bilo kakšnih takih problemov. Ampak kakorkoli ta komisija je imela to nalogo, da to opravi in seveda, ker istočasno so podobne raziskave, podobno vprašanje povojnih pobojev in tudi fojb potekalo tudi na slovenski strani, ta stvar še vedno poteka. Ampak zdaj omenim neko anekdoto zgolj, ko smo šli v Benetke leta 93. novembra meseca na prvo srečanje z Italijani, smo takrat šli z kombijem, ki je prišel v Benetke in seveda smo šli po napačni strani, ne po tisti strani, za kateri smo se dogovorili s predsednikom komisije Seržom Bartoljem in takrat je on šel na tisti trg in nenadoma iz enega kompija s slovensko tablico stopijo same njune oblečene. Je rekel, ta Peter je pa resno mislil, Seržo. Ampak to samo za obod. No, to je bilo eno izmed teh srečanj, srečanj je bilo seveda 9, to je bilo prvo srečanje, takrat smo se v Benetkah prvo seznanili in kaj smo takrat? Smo določili seveda, o čem bomo govorili in kako bomo govorili. Italijanska stran je zelo aludirala, da bi se prišle fojbe, deportacije. Mi seveda smo šli proti tej njihovi, smo jih opozorili, da to ne, ko zgodovine ne moramo pričeti na začetek problema in tako smo se dogovorili, da bomo problematiko obravnavali v petih sklopih. Prvi sklop je potekal leta 1880 do prve svetovne vojne, no to čas med obema vojnama, čas druge svetovne vojne in potem čas po drugi svetovni vojni. Zakaj smo postavili leta 1880? To je letnica seveda ni, ampak veste kaj, ta letnica ima več datumov združuje. Leta 1878 je Berlinski kongres, po tej balkanskih vojnah, ki so bile, na katerega je Italija računala, da bo dobila Veneto, ki bo še nepriključen do zdaj, mislim Veneto, Benečijo, ampak ne slovensko, govorimo o Benečiji kot Venetu, da bo dobila Veneto, zato ker je pristala na to, da Avstro-Ogrska lahko zasede Bosno in Hercegovino. To se seveda ni zgodilo in takrat je v Italiji prišlo do močnega identističnega gibanja. 1878 je prvi taki znameniti kongres identistov in takrat začenja seveda identizem. Poleg tega je pa Italija takrat stopila po vojni leta 1866 v neko mirno obdobje odnosov z Avstro-Ogrsko in leta 1881 je šel
italijanski kralj na Dunaj, svojo soprogo in tu je prišel do tega trozveze, trojnega pakta, ki je bil sklenjen med Avstro-Ogrsko, Nemčijo in pa Italijo. In to je bilo že neko tako obdobje, ki je prineslo je bila močna zaveza v teh odnosih, oziroma o tem problemu, o katerih ne bi vi govorili. In to obdobje seveda se končalo z letom 1918, končala prva svetovna vojna. Obdala obdobja jaz ne bi v njih več razlagal. Dogovorili smo se tako, da bo vsak izmed članov te naše komisije prevzel eno izmed teh obdobij. Mene je prijela, kako rekel, najlažja naloga, ker sem bil skupaj s profesor Aro določen, da bo obravnavala čas med leti 1880 do prve svetovne. Zakaj sem rekel najlažja naloga? Veste, to je bila že nekoliko oddaljena zgodovina. Takrat smo mi že pozabili na beneški plebiscit, pozabili smo na vrsto takih stvari. Pač v zgodovini se stvari neka obdobja menjajo in se pozabljajo ampak tako da smo ostali naše komisije, so prevzeli pa, mislim, najtežje, da je prevzela doktor Nevenka Trohova, seveda imela obdobje po drugi svetovni vojni, skratka problem, ki je najbolj tiščal, to so bile te fojbe in ti problemi. Zdaj, jaz sem se prečo zgovoril, bom še nekaj vam povedal, kaj že so nekateri osnovni problemi. Ne, dobro, mislim, ne, jaz se upravičujem, ampak... Ne, pusti lej. Ja, prvo. Jaz bi pravzaprav vseeno na začetku spomnila na to, da je bila na slovenski strani predsednica komisije, sopredsednica uradno dr. Milica Kacin Vohinc, ki danes žal ni tukaj z nami. In mislim, da je lepo, da ji pošljemo en topel pozdrav, zlasti zato, ker bo imela naslednji mesec 90 let in upam, da ga bomo lepo skupaj praznovali. Večinoma je že Branko rekel, jaz bi povedala to, da ne samo za to prvo obdobje, tudi za naslednja obdobja z deloma izjemo tega, po drugi svetovni vojni so pravzaprav v komisiji večinoma, bilo je tudi nekaj drugih članov, sodelovali kolegi, ki so dejansko že vrsto let skupaj raziskovali, skupaj obravnavali isto tematiko, skupaj nastopali na raznih simpozijih, kot sta bila omenjena Milica Kacin in pa Elio Apih, naprimer za problematiko fašizma. Da tudi tako trd torek niti ni bilo vprašanja druge svetovne vojne, da je takrat tudi v Italiji dejansko že bilo kar nekaj raziskav, kar mi pozabljamo dostikrat, posplošujemo, Italija ne ve in ne govorijo nič o svoji vlogi kot okupatorja. Italijanski zgodovinarji so že tudi takrat marsikaj napisali in marsikaj poročili, še več pa v kasnejših letih tudi o vprašanju Italije kot okupatorja in pa tudi seveda dosti plodno je bilo pa zlasti sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi zgodovinarji pa o sodelovanju italijanske in slovenskega odporništva v obdobju po kapitulaciji Italije. Obdobje po maju 1945 oziroma od 1. maja 1945 je bilo problematično zaradi tega, ker je bilo na eni strani zelo spolitizirano, zlasti na teh obmejnih krajih, zlasti na italijanski strani in na drugi strani, ker na slovenski strani, če tako rečemo, še nismo imeli kakih poglobljenih raziskav, tako da so dejansko vzporedno z delom komisije potekale tudi raziskave, obstajal je projekt, v katerem smo proučevali prav ta vprašanja povojnega obdobja, ne samo fojb in deportacij in eksodusa, ampak sploh problematike tega obdobja med letoma 1945 in pa 1954 oziroma 1956,
ko se nekako zaključijo te najbolj razburljivi časi mislim, v razmerah med obema državama. In še nekaj bi rekla, jaz dostikrat poudarjam, da ne smemo, in te debate so bile sicer težke, marsikaj smo med sabo razčiščevali, ampak nikakor pa ne, če nekdo temeljito in dokumentirano proučuje neko razdobje oziroma neko problematiko, seveda pride do različnih interpretacij, ampak neka osnovna dejstva so pa enaka in jaz marsikdaj poudarjam, da ne smemo ločiti med italijanskimi in slovenskimi zgodovinarji, da se jaz z marsikaterim italijanskim zgodovinarjem veliko bolj strinjam, kot pa s katerim od slovenskih. Delo je bilo težko, bile so tudi prekinitve, bilo je tudi nekaj politizacije, je pa komisiji uspelo ves čas ohraniti, da smo bili nekako izven politike in da to poročilo ne moremo razumeti kot neko uradno, vladno ali ne vem kakšno poročilo, ampak kot poročilo te skupine, ki je prišla do takih zaključkov. Lahko jih spreminjamo, lahko jih dopolnjujemo, ampak to smo mi v tistem času pač dognali. Kako pa, da kljub temu, da je bila takrat objava, se dejansko ta objava ne širila, ni prešla v šolske kurikulume in ne nazadnje ni, da je bilo to samo enostransko, da bi rekli, da je le ena država ni sprejela oziroma na obeh straneh se mi zdi, da je prišlo kar do neke pozabe poročila. Moram reči, da so bila naša pričakovanja bistveno večja, kot se je pa potem razvoj do kakršnega razvoja dogodkov je kasneje prišlo, do takšne politizacije in do pravzaprav še večjega nerazumevanja ne med zgodovinarji, ampak neki širši javnosti te problematike. Zdaj ne bi ravno rekla, da poročilo takrat ni prišlo v javnost, niti tu je malo fama, da Slovenija je to uradno objavila, na pol uradno dejansko, Italija pa ne. V Italiji je poročilo kar velikokrat išlo v raznih strokovnih revijah, tudi v časopisih, tudi v raznih drugih publikacijah. Bilo je zelo veliko debat, tudi po Italiji, na katerih smo sodelovali nekateri člani komisije, zlasti Fulvio Salembeni, Raul Pupo, jaz, Milica tudi še določen čas. Tako da ne bi rekla, da ni ravno bilo v javnosti, je pa nekako Milica Kacin vedno pravi, če so eni preveč zadovoljni s tabo, že nisi v redu, ker pomeni, da si preveč pristranski. Ko to vsi kritizirajo, je ravno prav. Jernej Luka, pred kratkim, mislim, da je bilo en teden nazaj, ne vem, kaj je bila tudi prisotna, je pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije Andrej Rahten predstavljal svojo zadnjo knjigo in to je Po razpadu skupne države. Knjiga se ukvarja z eno drugo mejo, torej ne z našo italijansko-slovensko, ampak s tisto, ki bo tudi trenutno zelo hitro praznovala stoletnico, to je avstrijska meja in koroški plebiscit. Na koncu je izjavil, da bi bilo njemu zelo ljubo, da bi se našla dva zgodovinarja, vsak z ene strani, in da misli, da se pritiče, da bi 100 let kasneje ta dva zgodovinarja lahko skupaj napisala eno knjigo o tem plebiscitu in tej meji. In delovalo je tako malo naivno in nekam z pogledom v prihodnost, ampak takrat me je v trenutku prešilno, čakaj malo, to smo pa že enkrat naredili, 20 let nazaj. In potem je prišlo drugo vprašanje, kako bi se to pisalo danes med to novo generacijo zgodovinarjev na obeh straneh meje. Vem sama iz izkušenj, tako kot vidva, oziroma kot vsi prisotni, da sodelovanje je, ampak še vedno, ko se pojavi vprašanje, kako bomo razumeli te iste dogodke in na novo pisali poročilo, kako bi to izgledalo, katere točke bi bile nevralgično težke. Dela. Ja, res je tudi to, kar si omenila prej. Jaz mislim, da kar drži, da
je bilo v to poročilo vloženo več upanja, kot ga je potem uresničilo. In mislim, da neka asimetrija kljub vsemu, čeprav je res, da dočasih mi pretiravamo s tem, ne, da ni češ, da v Italiji ni bilo nekje uveljavljeno in tako dalje, ampak vendarle neka asimetrija le obstaja. Ne. V Sloveniji, ne samo med zgodovinarji, ampak tudi v neki širši interesirani javnost, velja to poročilo za neko referenčno delo in tudi načeloma ljudje, pišoči ljudje, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, nimajo problema pri citiranju tega poročila, pri navajanju, v bistvu kot neko, kako bi rekel, pri sklicevanju na to delo kot neko avtoritativni tekst. Potem na drugi strani pa te svoje politične funkcije, ki naj bi jo imeli, zaradi katerega je ta nenavadna oblika, ne, mislim, zgodovinarji ponavadi se sodelujejo čez mejo, ampak redko kdaj sodelujejo v obliki vladne komisije, ker vlada postavi. Ne. Torej, namen te komisije je bilo sestaviti neko delo, ki bi depolitiziralo nekatere vprašanja in ki bi v bistvu potegnilo črto nad obstoječo historiografijo, ki je seveda že prej obstajala. In v tem pogledu to delo ni opravilo svoje vloge na italijanski strani, ne. Ni tisto referenčno delo, bi rekel, tisti minimalni konsens, mimo katerega ne moreš iti, ker vidimo na zadnje, da vsako leto, ko se praznuje Giornata del Ricordo in tako dalje, imamo najvišje predstavnike Italijanske republike, ki govorijo stvari, ki nimajo popolnoma nobenega, bi rekel, utemeljitve v zgodovinskem konsenzu in da potem, kot se reče, oltre il danno e la beffa, pogosto tudi poudarijo, češ vsi zgodovinarji se strinjajo in ponavadi to sploh ni res, pač se sklicuje na nek konsens, ki ne obstaja. Jaz mislim, da zakaj se je to zgodilo, je tudi, kako bi rekel, je tudi treba razumeti znotraj zgodovinskega okvira, v katerem je to poročilo nastalo. Takrat po letu 90 je vprašanje, kako bi rekel, neraščiščenih nacionalnih zgodovin na meji med vzhodom in zahodom, tako rečem, je bilo akutno od Ščečina do Trsta, če tako lahko rečem. Se pravi, smo imeli podobno vprašanje pri nemško-polski meji, pri nemško-češki meji, Rahten je zdaj pisal o tej slovensko-avstrijski meji, pa vse do sem. In v tistem obdobju je, mislim, da Čehi in Nemci so bili prvi, ki so takrat ustanovili tak model, take mešane zgodovinsko-kulturne komisije. In če pogledamo zdaj njihov primer, je tam dosti boljše opravljal to svojo vlogo. Ker takrat je, če pogledamo, bi rekel, politične razloge za tisto komisijo, je bila ustanovljena zato, ker se je v Nemčiji zgodilo nekaj podobnega na mnogo nižji ravni, intenzivnosti, kot se je dogajalo tukaj v Italiji. Se pravi, po padcu Berlinskega zidu so te organizacije beguncev povojnih, ki so bežali, bi rekel, čez železno zaveso, so bežali še pred železno zaveso, iz Češke, so pritiskali na nemško vlado naj ponovno odpre ta vprašanje, Benešovi dekreti in tako dalje. In takrat je bil tudi interes obeh vlad, nemške in češke, da se ustanovi ta komisija in se s tem v bistvu na nek način, kako bi rekel, da glas tem zahtevam po ponovnem pretresu teh vprašanj, istočasno pa se jih depolitizira. Pridemo na našo mejo, ker imamo samo še pol ure. In to se ni zgodilo tukaj, zato ker je, mislim, da v Italiji kako bi rekel, ta interes po politizaciji bil mnogo močnejši, ker je bil tudi mnogo bolj vezan na nek propad antifašističnega konsenza, ki se je zgodil v Italiji v tistem obdobju v začetku 90-ih let. Zdaj, če si rekel, se vrnemo na našo mejo, jaz bi še nekaj komentiral. Dr. Marušič je povedal dve stvari, ki sem jih tudi hotel povedati, že nakazal on. In prva je ta, da je bila ta komisija zadnja v nadgradnja sodelovanja, ki je trajalo že celotno povojno obdobje. In tudi to v širšem srednjeevropskem kontekstu ni bilo nič nenavadnega. Smo imeli romunsko-mađarske komisije v 60-ih letih, se pravi, te poskusi čeznacionalnega, bi rekel, čeznacionalnega sodelovanja so že obstajali in to je bila na nek način kulminacija tega.
In nekaj drugega, kar se mi zdelo je zelo pomembno omenil, ne, seveda, ta komisija je raziskovala vprašanje slovensko-italijanskih odnosov, ampak dr. Nušič je lepo pravilno opozoril, slovensko-italijanski odnosi so mnogo več kot samo, bi rekel, kar se je dogajalo tukaj na meji. Slovensko-italijanski odnosi so tudi, ko se Prešeren odloči, da bo posnel petrarkistični sonetni model namesto od nemškega. Tudi to so slovensko-italijanski odnosi. Ko se v bistvu Vergeri in Trubar pogovarjata, ne, v 16. stoletju, tudi to so slovensko-italijanski odnosi, so mnogo širše. In če pa pogledamo po drugi strani ta naš problem, te problem meje, pa vidimo, da mogoče reči slovensko-italijanski odnosi je pa preosko. Zato, ker ko gledamo to obdobje od leta 1880 pa do danes, ne, je zanimiva ta harmonika, ne, ker v bistvu, če gledamo 80. leta 19. stoletja in potem zlasti potem še Prvo svetovno vojno, vidimo, da je preosko se koncentrirati na vprašanje slovensko-italijanskih odnosov. To so kvečemu odnosi med Italijo na eni strani, avstro-ogrsko monarhijo na drugi strani in bi rekel vse močnejšim južnoslovanskim nacionalizmom na drugi strani. Prva svetovna vojna je že spet je vseevropski, je svetovni fenomen, ne. Po prvi svetovni vojni moramo to razmišljati v kontekstu jugoslovansko-italijanskih odnosov in seveda po drugi svetovni vojni postane to v bistvu prva točka spora blokovskega, ne. In kar se potem zgodi od 50 let dalje, da se že spet, da so v bistvu te problemi mnogo bolj provincializirajo, da že spet postanejo problemi samo niti več ne slovensko-italijanski, ampak slovenske skupnosti v Trstu in Italijanov v Trstu. Medtem ko v Rimu in v Ljubljani tako rekoč nikogar ne zanima to, ne. In to je, se mi zdi, ne, tukaj je velika zgodovina prihajala in odhajala iz naše, kot plima in oseka iz naše meje, ne, tukaj pa so ljudje še vedno morali živeti eden z drugim, ne. In to je tisto, kar se mi zdi pomembno razumeti in tudi valorizirati, ne. Hvala. Ja, ne vem, kar lahko na hitro odgovoriš, ker potem bom dala. Ja, bom takoj. S tem zadnjim se strinjam, samo problem je v tem, da je bil dogovor, da se delovanje oziroma delo komisije zoži na to problematiko, ker je drugače nemogoče, da vse to zaobsežeš. Bi pa samo še nekaj spomnila, istočasno oziroma malo kasneje je bila ustanovljena tudi italijansko-hrvaška komisija, avstrijsko-slovenska komisija, slovensko-hrvaška komisija. Edino ta naša, če tako rečem, je končala delo s skupnim poročilom. Vse druge so ali objavile ločeno poročilo ali pa prenehale delovati. In v italijanski javnosti smo bili poznani kot Commissione delle Foibe. Jernej. Jernej kaj? Kako je razumeti vso to zgodovino, ki se piše na drugi strani meje, ampak kako jo razume nekdo, ki ni zamejec? Tako bomo povedali, jaz kot edini nezgodovinar na tem odru, torej jaz sem samo profesor pač filozofije in zgodovine, bom skušal se osredotočiti na, dajmo reči, malo bolj sociološko oziroma na sociološki vidik percepcije in recepcije tega dokumenta, recimo po 20 letih sprejetja. V smislu, izhodišče postavljam to eno izmed slovenskih objav, za katero je poskrbelo Deželni urad za slovenske šole v Italiji. In izhodišče je 9 polnih kišt te knjižice, ki jih premoremo v kletnih prostorih Liceja Prešeren. Torej, če kdo tega dokumenta še nima, ga lahko potrkate ali pa pokličete na tajništvo. To je izhodišče, ki bi se ga zaslužili recimo leta 1945, ne pa leta 2020. Ne gre, torej, tu je bilo povedano, jaz imam veliko težavo časovno, ker nisem še niti začel, pa se že mudi, torej je toliko oči bilo že povedanih, da bom moral strniti misli. In sicer, ne gre za to, da bi italijanska javnost tega dokumenta ne prvič podprla svojim zunanjim ministrstvom, financirala in drugič predstavila v kritični, v strokovni in laiški javnosti. Gre za to, da sprejetje nekega dokumenta ali pa zakona še ne pomeni njegove realizacije. Problem vidne dvojezičnosti v manjšini je tipičen dokaz za to. Torej ne gre za to, da bi se Italija in tedanja Jugoslavija na mednarodni ravni ne zmenili svoje. Leta 1954 smo
na Kongresnem trgu postavili sidro, en del slovenske skupnosti je ostal izven meja matične države, tam so se zamenili za načelo recipročnosti, jaz tvojim, ki so ostali čez, ti mojim, ki so ostali čez, in tam smo ostali. Torej, sprejetje še ne pomeni dejanske aplikacije in realizacije mednarodnih dogovorov. To je ena zadeva. Drugič, stojimo na mestu, to je izkušnja učitelja, ki poučuje te tematike na slovenski šoli v Italiji in ki te teme po sili razmer prenaša v osrednjo Slovenijo. Torej, ko me vabijo na slovenske gimnazije, zato da bi jim kaj povedal o tržaškem vprašanju, je seveda problem ta, da je ta eksperiment nemogoč, neizvedljiv, zato ker pridem jaz tja kot nek poskusni zajček, tako čudno bitje, ki se je pojavljalo z Marsa, in seveda moram začeti tako od začetka, ne samo irredentizem je Amerika, ma ne samo pomlad narodov, torej taka ničlja, taka praznina osnovnih koordinat miselnega zemljevida slovenske in svetovne zgodovine, da je seveda v 2 šolskih urah nemogoče karkoli rešiti. Torej to dokazuje sledečo stvar, da če na eni strani imamo deželnega guvernatorja Fedrigo, ki je lansko leto v deželnem svetu zatrdil, da je ta dokument enoznačna zgodovina, pristranska zgodovina, imamo na drugi strani problem osrednje Slovenije, ki dejansko te teme relegira na neko strokovno ali javnost. Današnji večer je čista izjema. Torej, učitelj se sooča s tem, torej v svojem soočanju s slovenskimi učitelji pridem do ugotovitve, da je zanimanje za polpreteklo zgodovino zelo na nizki ravni, da imajo težave s predstavitvijo simbolike, recimo Javorce, kaj šele vse to. Torej, tržaško, če se zgodovino poučuje tako, kot se jo v osrednji Sloveniji, to ni zgodovina. To je, in to govorim kot nezgodovinar, to je arhivistika, zbiranje informacij, podatkov, mnemonika, Aristotel bi bil zelo zadovoljen. Zgodovina, torej, ko ti obvladaš osnovne podatke, se zgodovina šele začne. In tega dela se v slovenski šoli ne naredi, ne počne. Torej, zgodovina se začne tedaj, ko pridemo do nekega splošnega konsenza o tem, katere so osnovne etape razvoja narodne in svetovne zgodovine, in potem začneš te podatke povezovati. Ker, tako kot pravilno piše kolegica Marta Ivešič v predgovoru, ker se to vprašanje, zgodovinsko vprašanje, umešča v spomin, torej v družinsko osebno zgodovino, osebno zgodovino, družinsko zgodovino, ki se konča na pragu osebne hiše in je torej kot taka slepa ulica, kultura spomina, pa čeprav se ukvarjam s projekti spomina nenehno, je po svojem slepa ulica. In v njej slovenska javnost trenutno ždi. Tako kot leta 1945 ali pa leta 1937 z objavo Kozbekovega premišljevanja v Španiji. Mi se tedaj, ali pa vi, če hočete, nismo premaknili za petne. Kako bi se lahko, če so te teme tabu? Kot vedno. Ampak vseeno, ko govorimo o politiki spominjanja in začnemo ali končamo pri družinskih zgodbah, smo pa zelo hitro ugotovili, da so ravno družinske zgodbe in družinske bolečine postale zelo rodovitno območje za nove politike in politike manipulacije. Tukaj imam predvsem v mislih, da smo v zadnjih 20 letih tako na eni kot na drugi strani in tukaj vmes vzpostavili tudi nove načine tolmačenja preteklosti. In te novi načini, kako tolmačimo preteklost, so se udejanili v zelo populističnem, revizionističnem diskurzu, kjer se je večinoma iskalo nove žrtve, nove bolečine, v iskanju pomembnih dogodkov za določene skupine, s tem jih ne omejujem nacionalno, ampak jih omejujem glede na to, kaj je nekomu priročno se spominjati in kaj drugemu ni. Takih naporov je bilo v zadnjih 20 letih več. Lahko bi začeli, kot je bilo že omenjeno,
z dnevom spomina leta 2004, sledil je 2005 slovenski praznik vrnitve in sledili so različni amandmaji, tako na eni kot na drugi strani, glede tega, kar se bomo spominjali o teh dogodkih in kaj dejansko naj ne bi več bilo popularno, tako v šolskih učbenikih, kot dejansko v dojemanju preteklosti. Ne gre niti pozabiti, da je že letos nastal tudi nov praznik oziroma obeležitev spomina, ki ni nacionalne, temveč regionalne baze in jemlje za vir 12. junij, torej Devinski sporazum, in nastane dan, da ga bom pravilno povedala, dan osvoboditve mesta Trsta izpod okupacije Jugoslavije. Vsak zgodovinar ve, da so zaveznike, ki so Trst zapustili leta 1954, dejansko vsi domačini v italijanski terminologiji imenovali okupatorji in da se dejansko to okupatorstvo ne nanaša samo na eno vojsko, ampak na vse vojska, ki so ne glede na stran, en, drugo ali prvo na teh območjih živeli. Revizionizmi niso del samo italijanskih novodobnih politik. Kot sem že omenila, smo letos spremljali zelo žgoče debate o tem, kdo so antifašisti. In za en trenutek se je zdelo, da vse, kar vemo o svoji preteklosti, o svojih hišah, nonah in nonotih, je se postavilo na glavo, ker so bili oziroma ostajajo teroristi. Tukaj bi se bom mogoče spet obrnila na Jerneja, namreč v enem intervjuju je lepo povedal, da je primorski antifašizem preživetveni nagon in obrambni mehanizem pred izključevalno ideologijo, pluralno gibanje za ohranitev osnovnih identitetnih prvin. In da zgodovina danes zmotno meša pojme, kaj je antifašist, kaj je partizan, kaj je komunist, kaj je titovec, kaj je infojbator, kaj je Slovan in nenazadnje, kaj je Italijan. To enačbo enako vredno podpisujejo na desni strani tako italijanska kot slovenska desnica. Torej ne gre vedno samo za eno zrcalno sliko, gre za zrcalne slike, kako dojemati preteklosti v različnih kontekstih. In seveda za tem omizjem bom vprašala sledeče vprašanje, kako nevarne so te prakse in zakaj je današnji čas tako rodoviten ravno za tak tip revizionizmov, ki jih seveda nad našo stroko v veliki večini oziroma skoraj ekskluzivno izvajajo politike populizma. Smo kot stroka preslišani ali premalo agresivni? Evo, Luka se je že javil k besedi, velja za vse isto vprašanje. Ja, jaz mislim, da glede tega je Jernej je zadev živec, ne, ko je pač povedal to problematiko, ki se je odprl. Ne. Jaz tudi nasplošno opažam, da je, kako bi rekel, kultura zgodovine, bom rekel čisto preprosto poznavanje zgodovine, tudi med izobraženimi Slovenci, na zelo nizki ravni. To lahko, bi rekel, imam toliko anekdot, da bi lahko tukaj celi večer samo o tem govorili. Mislim, celo med ljudmi, ki so visoko izobraženi in imajo neko, recimo, sociološko znanje, filozofsko znanje, tukaj zgodovina vedno izpade ven. Recimo, neke stvari, ki se meni zdijo osnovne, se mora vedno znova zavedati, aha, to pa ni osnovno, mora biti na mnogo nižjo raven, ker se nekatere stvari ne vedo. Ali je kriva šola? Tukaj zdaj jaz sem zelo skeptičen od tega vprašanja, zato ker problem zgodovine je seveda, če imamo mi fiziko, ne, bo prišlo do neke revolucije v paradigmi in se ne bomo več učili, ne vem, kakorkoli aristotelske fizike, se bomo učili newtonsko ali ne več newtonsko ali pa einsteinovsko, kar je bilo prej, bomo pozabili. Zgodovina se vedno, danes je več zgodovine, kot je bilo 20 let nazaj, ne, in je več zgodovine, kot je bilo takrat, ko so se učili naši starši, ne, ker pač čas se nadaljuje in vsakeč bo več in vedno težje jo bo spraviti v ta kurikulum, ki je bolj ali manj en isti. Jaz mislim, da šolska zgodovina ne more biti nedolgočasna. Šolska zgodovina ti postavi neke baze, v katerem ti moraš poznati nekatere stvari, v katere se moraš napifljati neko mnemoniko. Jaz mislim, da ta mnemonika je splošen del tega. Problem je, zakaj ljudje ne berejo več zgodovinskih knjig, to je tisto po mojem vprašanje. Ne? In zato je tudi ta diskurs, to nam niso povedali v šolah. Sem enkrat naredil tako na spletnih omrežjih kako bi rekel, neko anketico, če kdo ve za tisti znameniti prve besede v slovenščini napisane po Brežinskih spomenitih. Tisti pozdrav ob vhodu v Koroško, Boga vas primi, gral v Venus. In nihče tega ni vedel, se ni važna ta anekdota in potem vsi so rekli, tega nam niso povedali v šolah.
In jaz slučajno pač tudi študiram toliko slovensko historiografijo, ni ene same pregledne knjige o slovenski zgodovini, kjer te anekdote ne bi bilo noter. Od Grudna dalje, pred 100 leti, je vsaka sinteza o slovenski zgodovini ima noter to anekdoto. Zdaj, če ti nisi prebral nobene knjige o slovenski zgodovini, ne moreš ti priti in reči, tega nam niso povedali v šoli, ja moraš tudi kaj zraven tega prebrati. In to je to glavno vprašanje, ki je res po mojem radikalno vprašanje in ki se tiče potem tudi knjižničarstva in splošne kulture. Ljudje ne berejo več. In to je potem, kar nas vrne na vprašanje te internatizacije uma, kar nas vrne potem tudi vprašanje, kako se recimo mi zgodovinarji kot stroka spopadamo s tem, ne? Kako naj pišemo knjige, ki jih bodo ljudje brali, kako naša dognanja naredimo dostopna za vsaj širšo izobraženo javnost. To je tisti glavni problem, ne? Ker na potem tej ignoranci, na tem, bi rekel, segmentiranem neznanju in nebranju, ki je zdaj postal že splošna navada, potem ti lahko z manipulacijami prideš in, bi rekel, zasužniš ljudi, ki nimajo nekih osnovnih oprijemal, vednosti, znanj, da bi se temu uprli. Branko. Zelo kratek. Mislim, da tukaj je vse zato, ker se zgodovina postane sužnja politike. Zelo kratek primer, pogledajte. Državni svetnik Branko Tomažič iz Vipave predlaga, da se uvede nov slovenski praznik 13. maj kot spomin na upor slovenskih tigrovcev na Mali gori. To je popolnoma nezaupanje do zgodovine. Nasprotno, zgodovini se blatijo se celo, da jim očitajo njihovo spolno pripadnost. To se dogaja. In skratka gre eno žaljenje zgodovinarjev, če misliš drugače kot do drugi. In tudi se stvari se neka fama o organizaciji Tiger. Ja, danes edini antifašisti na prvo so bili tigrovci. Kaj bo France Belk? Ne bo tigrovc, aj bo antifašist? Poglejte primer, Andrej Budal, slovenski pisatelj, ki živi leta 38, ko pride Mussolini v Gorico, živi v Vidmu kot profesor francoščine. Tistega dne gre Mussolini po Soški dolini in tigrovci pripravijo pri njem atentat v Kobaridu. To ne uspe. Profesor Budal pa sreča Mussolinija, ko se vrača iz Kobarida skozi po neki ulici v Vidmu in pomisli, da bi imel nekaj atentat. Ampak kakšen atentat? Bi mu vrgel v avtomobil eno listino s krivicami, ki se dajejo slovenskemu narodu na Primorskem. Veste, to je bo antifašizem. Ne pa da samo eno organizaciji daš to aurelo, to je bila množična zadeva in vsak Primorsk, vsaka mati, ki učita v šoli učenca, ko ni mogel drugače učiti slovenskega jezika, je bila tigrovka antifašistka je bila. Ja, jaz mislim, da kljub vsemu je določen del krivda pa tudi na šoli. Res je, da dejansko nekatere tematike, pa ne samo tematike, kar se tiče primorskega antifašizma in tako naprej, ampak tudi sploh druge svetovne vojne in povojnega obdobja, so v šoli ali kar malo postavljene na stran, zamolčane, zlasti v prvem obdobju, pa tudi zdaj. Tako da tukaj se že na nek način štarta in seveda iz te osnove se potem pa razvija neznanje naprej. Drugo je splošna banalizacija ne samo zgodovine, ampak tudi drugih zadev, ki so na nek način čist fino uporabljene za neko manipulacijo ali pa politizacijo. In tretja je dejstvo, po moje, da današnji politiki žal so rezultat nekega negativnega izbora. Da politikov, ki grejo politiko z nekim
znanjem, kaj to politika je in z nekim svojim prepričanjem, če ti pripadaš neki stranki, res je, da je politika delanje tistega, kar je možno, ampak preko nekih osnov svojega programa pa ne smeš iti. Danes pa tega ni več. In to je v bistvu splošna situacija in še bolj radikalizirana je pa glede zgodovine in še bolj pa glede take problematike, ki je seveda, ki sproža pravzaprav lahko polarizacijo v družbi, kjer se soočajo eni in drugi, ali dva naroda, ali različna politična prepričanja, ali različna verska prepričanja, kakorkoli. Tako da je žal to neka splošna situacija, je pa tudi res, da smo pa zgodovinarji dostikrat pa preveč zadržani, preveč suhoparni, preveč zaprti v neke svoje znanstvene ali pa strokovne kroge in premalo gremo tudi z nekimi publikacijami ali pa nastopi v javnost. A se vam ne zdi istočasno, recimo, ko gledamo medijski prostor in celotno obravnavo medijskega diskurza, tako na javni televiziji kot na privatni, da smo na nek način orodje medijev, ne? Poglejmo že samo nedeljsko oddajo, ki je ob 9. zvečer na prvem kanalu javne televizije. Torej, imamo ta ping-pong intervjuja z enim zgodovinarjem, so strani enega novinarja in potem imamo naslednjič drugi intervju z drugim zgodovinarjem strani drugega novinarja, v vedno, ko bi rekla, etiketirani v nas samih skozi delo, ki ga opravljamo. Ali smo na tak način tudi sami del te agresije in orodja? Jernej mi nekaj prekimava, tako da ti kar dajem besedo. Če ne se bom razpočil, ne, se hecam. Bom skušal povezati dvoje, no. In sicer to, kar začniva pri koncu. To, da se zgodovinarja politično izkorišča, izhaja iz istega, sicer zelo globinskega problema, kot je vprašanje šole. In sicer, šola je za državljanstvo tisto, kar je španska državljanska vojna za drugo svetovno vojno. Šola je poligon demokracije. Torej, če ti, temu se je v Italiji nekoč reklo splošna kultura, če ti ne nudiš mlademu človeku do 18. leta osnovno obvezno opremo, tako ki jo potrebuješ za voziti z avtom po avtocesti, trikotnik, krik za dvigant, gumo za zamenjati. Če ti zamudiš to priložnost v šoli, je potem prepozno. Zato, ker ljudje grejo svojo pot in tvegaš, da oseba ne bo več srečala vsebin, ti ne možeš računati, da bojo ljudje brali zgodovino, ne možeš računati na množično zanimanje za zgodovinske teme. Ne? Ti možeš omogočiti državljanu, tistemu, ki bo od 18. leta naprej volil, šel na volišče, da sprejme določeno obvezno opremo, s katero lahko zrase v zrelega državljana, ki pa recimo potem, kasneje, se ne pusti suženstvu in temu, čemur Kant pravi, nedoletnost. Zato, ker suženstvo ne izhaja samo z vrha, ni samo kralj ali knez tisti, ki te zaslužnjuje. Dostojevski že zdavno rešil, ljudje hočejo suženstvo, so prostovoljni podredljivci, ker je laže, ker je enostavno in tako dalje. Torej, problem je isti. Če ne nudiš obvezne opreme, dobrega državljana in iz njega dobre demokracije ne more biti, ker ne pade nekje z Marsa. Ne? Zato, da zaključim, danes smo, mislim, da v srednji Sloveniji daleč od nekega demokratičnega diskurza zato, ker se tudi zgodovino in humanistične vsebine politizira. Ker se polpreteklo zgodovino uporablja za nekaj, čemur ne moramo reči drugače kot maščevanje. Torej, če smo do zdaj desetletja utrpevali nek diskurs, imamo pravico mu vrniti z obrestmi. Torej, na tej ravni smo. To je vse prej kot demokracija. Torej, danes smo na ravni zvestobe in pristaštva. Eni ali drugi
pa čeprav zgodovinski temi. In to so slepe ulice, o katerih stalno bentim. Ne? Torej, na tak način se onesposobi dialog, se neutralizira razum, racionalne argumente, ki ne veljajo, če velja zvestoba, in se razvrednoti demokracijo. Prihajamo v drugi del, torej na dan z vprašanji. Verjamem, da jih je kar nekaj, pogumno z njimi. Ne grizemo, če ne vemo, bomo pa pogooglali, ampak v resnici verjamem, da za tem omizjem je toliko znanja, začenši z Brankotom, da je tukaj čista enciklopedija, ki se vam ponuja na dlani. Tako da, če imate... Fu. Fu ne. Kar? Pridem. Samo da se mi je zle. Nosiš mikrofon, ja? Čim, kar malo težko govorim, moj pak. Ene, tebe bi vprašala in pozvala, kaj predlagaš, da bi kot učitelji oziroma kurikulum dali not pri zgodovini. Da bomo imeli osveščene državljane mlade. Hvala za zaupanje. Žal odgovarjam zelo filozofsko. Čas. Čujte, čas. Torej, najprej hvala za vabilo na trgu, ki nekje briše občutek hladne vojne, ki ga stavlja manj na Fernetičih vsak dan. Torej, to je zelo fajn. Se nam mudi. Torej, format, recimo, 4 takih sogovornikov v eni uri je problematičen. Ta isti problem je problem javne šole. Torej, ne moreš ti 60 ur zgodovine na leto nuditi torej, čas manjka. Čas. Jaz vam povem, kot profesor filozofije in zgodovine, torej, na italijanski strani se humanistiki daje v osnovi 4-krat več časa. To govorim o učnih urah, ki se prištejejo na koncu leta. To pomeni, da jaz lahko v tistem času seveda marsikaj dobrega naredim, lahko delam tudi škodo. Je jasno, ta manevrski prostor je veliko večji zato, ker se učitelja pojmuje drugače. Ker jaz bi nikdar ne dovolil, da bi mi neko ministrstvo ali en urad usilil maturitetno vprašanje, iz katerega lahko jaz... Torej, jaz sem študiral, sem naredil državni natečaj in se podpišem pod svoj rezultat. Moj rezultat je pač šolska jutranja ura. Se podpišem, torej se izpostavi na tak način. Učitelj bi moral biti javni intelektualc. To je odgovornost, ki jo nosi, ker upravlja s tistim laboratorijem demokracije, ki se mu reče šola. Poligon, španska državljanska vojna, druga svetovna vojna. Torej, to bi jaz rekel. Prvič, torej, če tega ne nudimo časa, je vse za manj, je nemogoče. Oziroma, bi morali delati veliko večjo selekcijo. Jaz sem večkrat spremljal uram zgodovine in nisem mogel verjeti. Torej, logično, da gre za sklepanje kompromisov in izbire. Ampak, sicer bo ta dokument in to vprašanje vzhodne meje, ali pa za vas zahodne, je isto, je odvisno od zornega kota. Sicer bo to vprašanje, dajmo reči, skrčeno strokovnjakom, v javnosti predstavljeno kot obskurno, kot neka stvar ultra specialistična, torej in predvsem bo ostalo na obrobju. Zdaj v letošnjem poletju, ki je bilo kar utrudljivo z srčnega vidika, ne okrog Bazovic predvsem, če bi Naudi dom reveža po 100 letih pustili v miru, bi bilo čisto v redu. So ga šli mešati, torej je bilo utrudljivo poletje. Utrudljivo v tem, da nismo naredili koraka naprej
v pojmovanju teh tem kot osrednjih tem slovenske kulture in zgodovine. Pahor in Rebula sta obrobna avtorja. Ostajeta, žal. Ja, tukaj se predvsem nanašaš na to, da niste del šolskih kurikulumov in se dejansko ni del obveznega čtiva, ki ga v šoli morajo otroci brati. In je bila tudi podpisana peticija o tem, da bi se to vključilo v šolski sistem in verjetno je obtičala nekje na kaki mizi na enem izmed ministrstev, katerem od uradnikov. Še kakšno vprašanje? Jaz bi povedal nekaj mojih izkušenj z trudom slovenske zunanje politike, da bi skupaj naša vlada in italijanska vlada objavili to poročilo. 1. decembra 2000 sem prav po tem vprašanju šel v zunanje ministrstvo italijansko k zgodovinarju Pastoreliju, ki je vodil v zunanjem ministrstvu urad za zgodovino, dokumentacijo in informatiko. S predlogom, da bi skupaj obe vladi objavili uradno to poročilo. Pastorelij mi je napravil skoraj polurno predavanje in v njem je poudaril, da je to poročilo enostransko, da so italijanski zgodovinari, ki so sodelovali v tej komisiji, niso bili kos slovenskim zgodovinarjem in so bolj novinarsko obravnavali z italijanske strani to obdobje. Drugo, kar mi je rekel, in tudi sam nisem s tem, drugo, kar je rekel, je, da ne mora država sprejeti eno poročilo kot njeno uradno poročilo, ker uradne zgodovine sprejemajo diktatorske države in uradne zgodovine ne more biti, ker je možnost v zgodovinski vedi različnih tolmačenj in pogledov in tudi novih odkritij in tako naprej. Skratka, ni bil navdušen ali pa ni bil za to, da bi karkoli o tem napravili. Naslednje vprašanje, drugič, ko je prišel Drnovšek na obisk k Amatu, predsedniku italijanske vlade, je postavil tudi skupno objavo tega poročila. Amato se je izognil odgovoru in je rekel, zakaj bi končali z delom te komisije, zakaj ne bi proučevala še naprej obdobje po 57. letu. In do današnjih dni, ker so tudi v naslednjem obdobju zanimiva vprašanja, ki jih bilo potrebno razčistiti. On je pa sicer predlagal, da bi to poročilo predstavili na eni slovenski in italijanski univerzi in da bi tam prišlo do diskusije v znanstvenih krogih italijanskih in slovenskih. No, in teh poskusov je bilo še veliko več, vendar izgleda, da italijanska stran to poročilo ne vzame kot objektivno zgodovinsko poročilo, saj po besedah Pastorelija bi tako sklepal. Hvala. Kaj, Branko? Ja, jaz to zadevo poznam, nimam komentarja, ne, saj, če nekdo se nečemu izogne, najprej ustanoviš, potem pa, ko pride rezultat, pa z njim nisi zadovoljen, je pač Pastorelij bil dosti izurjen diplomat, da je našel neke primerne floskule, da se je pač temu izognil. Je pa krepka žalitev za italijanske člane komisije, ker en profesor Elio Apih pa res ni bil nekdo, ki ne bi bil kao kos slovenski strani. Tako da. Jaz bi samo še to omenil, ko je to komisijo predala sopredsednika zunanjemu ministrstvu, sta izražala želje, prvič, da bi to poročilo šlo v javnost pod državno kot eno
akt, ki ga italijanska država podpiše, drugič, da bi našlo pot v šole in tretjič, da bi se objavilo tisto gradivo, ki je spremljalo to izjavo. Namreč ob tem nastanku tega besedila je nastalo še veliko drugih besedil in da je to eno dragoceno besedilo, ker se tu krešejo mnenja in v kateri se rešuje marsikateri problem. To do danes ni bilo izvedeno. Poročilo ni Italija kot svoj neko uradni akt izdala, drugič v šole je našla pot, se tudi pri nas nekako pot prišla v šole. In tretjič, to še čaka na izid. Še kakšno vprašanje? Ja? Nisem zgodovina, ampak nekaj, vidim, da je tukaj zelo specifično vprašanje, ne o meji in to, ampak se mi ne zdi, da je glavno vprašanje to, da se dva naroda sploh, ki živita skupaj že stoletja, če ne več kot 1000 let, da se sploh ne poznata, so kot tujca. Torej, če ni, mislim tukaj, da je politika vmes, da če ni te volje, torej, da se združita dva naroda, da se spoznata in tako dalje, tudi zgodovina nima kaj, se mi ne zdi tudi tukaj poudarek. Jaz mislim, da lahko rečemo še nekaj več, kar je rekel Erne, koliko pa vedo Slovenci v Ljubljani o naših krajih, o Trstu in tako dalje. Se verjetno ne znajo naštete ne samo vasi na Tržaškem krasu ali pa na Koroškem, če smo še prav pri temu. Sestjane, ja. Pa Udine. Ja. In seveda po drugi strani še toliko bolj, se tudi tako, ko gremo zahodno od Vidma ali pa od Tilmenta, tudi kakega znanja ali pa zanimanja za to obmejno območje tudi v Italiji ni, čeprav kot smo v petek smo imeli tukaj soferje in sem jaz pač omenil, da lahko greste v katerokoli italijansko mesto in se ozrete in pogledate tam ulice in neko, da bi stali tukaj na Belkovem trgu in pogledali okrog vse te toponime. So prisotni, ampak dejansko vednosti ni in to je tudi razumljivo, seveda zato, ker iz italijanske perspektive so te kraji, ki že več stolet stagnirajo, katerih vloga kulturna, ekonomska v italijanskem, bi rekel, v italijanski državi je majhna. Gorica ima danes manj ljudi kot pred 100 leti, Trst ima danes manj ljudi kot pred 100 leti, in je dejansko ta obrobnost teh krajev nekaj, kar ima mnogo globlje korenine, ekonomske, prometne in tako dalje, demografske, in to velja za celotno Goriško, smo na nek način poraženci zgodovine 20. stoletja. In smo na obrobju obeh držav. In zdaj vprašanje je, kako bi rekel, je vedno tudi na teh krajih, kako se prebiti v pozornost. In mislim, da eden izmed načinov, kako lahko gledamo to zgodbo o fojbah v Italiji, torej to uradno konceptualizacijo zgodne fojbe, nek toksičen način, kako si je tukaj obmejno območje, zlasti Trst, nazaj priboril pozornost. Ker Trst ni bil v 80. letih, se spomnimo, lista za Trst in tako dalje, bil simptom te dekadence Trsta, in ni imel več nekega simbolnega pomena v Italiji, si je z vprašanjem, z v bistvu politizacijo vprašanja fojb, že spet na nas, bi rekel, preklical to pozornost, da je že spet postal tisti, kar je bil pred prvo svetovno vojno, Trento, Trieste in tako dalje. In to je nek toksičen način, kako so v bistvu lokalne, bi rekel, obrobne elite forsirale svoje zgodbe v center in potem ta center ugrabil in naredil iz njih nekaj drugega, kar so si tukaj, recimo, lokalni predstavniki krščanske demokracije hoteli, da bi nastalo. Ima pa ta zgodba o fojbah neko čisto svojo zgodbo. In na nek način, tukaj se jaz moram reči, tudi malo strinjam z dr. Nušičem, nekaj podobno se zgodi s tem našim tigrom, da smo v bistvu potem zgodbo primorskega antifašizma, bi rekel, v takih lahko prebavljivih kapsulah potem predelali, ki so vse sprejemljive, Tiger je sprejemljiv, ker pač ni komunističen, ker je nacionalen in tako, in potem smo vse, bi rekel, inkapsulirali v ta Tiger in že spet delimo neke bombončke, delimo neke kapsule, neke kondenzirane diskurze in fraze, in kar umanjka je tisto,
rekel, bolj poglobljeno, niansirano razumevanje preteklosti, ki pa po mojem je stvar, ki jo vsak človek, ki se ne naučiš v šoli, ki se naučiš skozi interakcijo v javnem življenju. Ker mislim, da velik del tega, kar jaz se ne spomnim več. Jaz se ne spomnim nič od biologije v šoli. No, vse, kar vem, če sem se kaj naučil, sem se mogel na novo naučiti kot odrasla oseba. In isto velja za zgodovino. Je neka droben odstotek ljudi. Jaz sem se danes pogovarjal pred dnevi z dr. Jožem Pirjevcem, torej on je rekel, da je vmes pozabil vse, kar se je naučil v šoli zgodovine. Potem kot mladostnik se na novo vzbudil to ljubezen. Mislim, da to velja bolj ali manj za vse. Vsi na novo odkrijemo svet potem kot odrasle osebe. In gre predvsem za vprašanje, da poskušamo vsak, bi rekel, prek svoje senzibilnosti, prek svojega truda graditi neko javno sfero, mislim, da to še zlasti pomembno v današnji kakofoniji internetni, da poskušamo kvalitetne vsebine in inovativne pristope ne samo v šolah, ampak tudi v neki javni sferi. In to tudi navsezadnje danes tu počnemo. Ja. Nevenka? Ja, jaz bi rekla samo to, da situacija glede Italije in Slovenije ni čist primerljiva. No? Italija je kljub vsemu ena proti Sloveniji zelo velika država in je to relativno majhno obrobno območje, medtem ko za Slovenijo je Primorska pa še kako pomembna in še kako bi morala biti del tega zavedanja in tega zaznavanja, kaj se je tukaj dogajalo in kaj se še danes tukaj dogaja in jo ne več razumeti kot obrobje. Mislim, ta razmerja med obema državama so vseeno bistveno drugačna. Dve stvari zelo na kratko. O prvi res sintetično, ker se bova že potem kregala pri pijači. V smislu, že res, da smo v redu, si pozabil vse, kar si se pri biologiji naučil v šoli. Ampak jaz sem šel preveriti statistično količino tečajev za samopodobo in za osebno rast, ki jih ima Slovenija. Je neverjetna statistika. In potem sem šel iskati vprašanje, čemu, komu na čast. Ker šola je odtujena od osebne rasti. Slovenska šola ni humanistična. Ne pomaga osebi, da raste kot oseba, kot zreli državljan. Od tod potem potreba, imaš tečajček joga, feng shui in vse te reči. Torej, to je hec, zapremo, ponujem kot hipotezo. Drugo je pa, kar povedati troha pravi, točno to. In dodajam, v tej količinski razliki problema med slovensko in italijansko stvarnostjo se dogaja svojevrsten paradoks. Torej, tema, ki bi morala biti za Slovenijo ključna, je odrinjena na rob in tako rekoč ignorirana. Tema, ki pa je v italijanski zgodovini, od Rimljanov do Benečanov naprej, ena od ničkolikih, se pa koristi do amena. Torej, pomislite na ta paradoks, kako je hujše od tega, kar zgleda. In dodajam, v dobi kakofonije in internetov, torej krivičnost nevednosti. Torej, strast do nevednosti, ki jo imamo. Torej, ni samo laž, ki je krivična. Nevednost je krivična leta 2020. Ko imam kolego na Prešernu, Romano de Roma iz Eura, kaj jo bo poznala, Rimljan, ki se je učil na univerzi slovenščino in madžarščino, obvlada zna boljše kot mi. Slovenski jezik, poučuje italijanščino, da litejo pa še en svoj vrsten fenomen. In mu grem razlagati, da je v sistemih javnega šolstva, železnic, javne uprave, pod zavihkom Tržaška in Goriška pokrajina, se odpre Pandorina skrinjica, ljudje. Smo leta 2020. Jaz sem šel se prijavljati na razpis, klikneš pokrajina Trst in se odprejo vse občine pod Rapaljem. Vi se ne zavedate, kako vas imajo za norca. Torej, kakšno prijateljstvo. S tem imamo pravka. In sem ga seveda šel, imam dokumentirano, pod Goriško je Batalja della Mensica, Republika Italijana, leta 2020. Plec so vse, postume grote, kar časte, zmisli se. Leta 2000, Pandorina skrinjica. Torej, ali ni to problem mednarodne politike? Kje je naš predsednik?
ki bi nas moral ščititi. Razumete, da te teme potem pridejo na površje v človeku, ki pač obmejnost živi. Mene boli ena taka stvar. S tem si čudovito zaključil, namreč časa več nimamo, prispeli smo do 19. Ja, lahko nadaljujemo. No, z veseljem. Vprašanje? Evo. Se vsi strinjamo, da nadaljujemo, evo. Okay, kot magister zgodovine, bodoči, upam, me zanima predvsem to v bistvu z vidika omembe, kot je doktorica Širek omenila, pa profesor Šček, vloga intelektualca javnega in v bistvu ali je v bistvu umestno vprašanje, da so javni intelektualci oziroma nasplošno neka javnost v bistvu kot taka premalo agresivna do tem, ki se tičejo vseh in jih nekako pustijo potem, da se razvodenijo in da se v bistvu uporabljajo znotraj političnega diskurza. In če bom prav direkten, v bistvu se mi zdi nemogoče, nedopustno, da se v tem letu v bistvu definicija antifašista padla na tako definicijo, ker v bistvu želite za 300.000 Primorcev približno. To je to. Jaz mislim, da je to intelektualna zgodovina odgovarja. Preprosto povezano s tem, da dan današnji povprečni delno izobraženi Slovenec star 25, 30, 35 let ve več o sodobni Ameriki, kot ve o Sloveniji. O Sloveniji bi rekel diahronično, se pravi o slovenski zgodovini, o bi rekel kulturi in tako dalje. Vse dovolj, da se usedete v Ljubljani, usedete se v Ljubljani v en hip lokal in poslušajte, kako ljudje govorijo. In to tukaj ni samo tisto, ok, zdaj jaz, da sem še star in smo zgraženi o tem, kako mladina govori, ker je nekaj drugega, nekaj globlega. Ko poslušamo, kako govorijo, je jasno, s temi anglizmi, ki so groteskni, mislim, da je eden izmed razlogov, da nimajo pravih kulturnih referenc pravzaprav. Vsi dejansko se ne morejo šaliti na podlagi, bi rekel, slovenskih skečov in kakovostne slovenske popkulture, ker kakovostne slovenske popkulture ni. Logično, da potem morajo, ker je potem znanje angleščine tako visoko, pač se veže na to ameriško kulturo in potem imajo tak... Ascolta, prima la cultura, poi il denaro. Kulturno nadaljuj. In posledica je tega, da dejansko živi velik del slovenske mlade javnosti v nekem krču, v neki odtujenosti od lastne kulture. In tukaj je mnogo širše in globlje vprašanje vseh, recimo od RTV Slovenije, zdaj pač moramo braniti RTV Slovenije, ki je pod napadom in tako dalje, ampak tudi se moramo kritično vprašati, kje je pa bila RTV Slovenija v zadnjih 10-15 letih, zakaj ne more proizvesti recimo take oddaje, kot je Hrvaška je proizvedla v Dubrovniku, recimo, v koprodukciji. Ker tudi, bi rekel, zgodovinska kultura, spet smo pri tem, je mnogo širše kot samo šola, je mnogo širše tudi kot samo knjige, je cela neka infrastruktura in če tega ne nudimo, če neprestano tvorimo živečo kulturo, potem jasno, da pridemo v tako stanje, da pač nek povprečen, izobražen, hočem reči, urban Slovenec ve več, ali pa misli seveda, da ve, ker potem na koncu ne ve nič, ampak misli, da ve več o Mississippiju in o Bronxu, kot pa o Šiški ali pa da ne govorimo o Škodnju ali pa Barkovljah. No, tle te bom malo prekinila, mislim, da ni stvar samo kulture, tle bom šla zdaj v drugo vlogo, dovolite mi na koncu, da preidem v drugi del. Jaz mislim, da je en velik manko, ki se je zgodil v zadnjih 15 letih, bolonjska reforma. Bolonjska reforma je naš študijski sistem dobesedno opeharila tega, kar je prej imel. Namreč dejansko gre se za številke, kdo lahko napreduje naprej in v tem napredovanju, ker se seveda gre potem za kvote letnikov, se spusti, se spregleda, se dejansko ne dovoli študentom več, da razmišljajo svojo glavo in da dejansko postanejo razmišljujoča mlada bitja, ampak jih čisto
strojno nauči, to je treba znati, da lahko napreduješ in to je treba znati in potem napreduješ. In kot delodajalec, ki dejansko potem zaposluje take kadre v zadnjih 10 letih, ugotovim, da prihaja do popolnega razpada v temu, da iščejo konstantno, kaj morajo narediti, da lahko napredujejo. Ni več sistem tega, da se učiš in da poskušaš razumeti in predvsem, da imaš mnenje. Imeti mnenje ni več vrednota. In to nas je dejansko zaznamovalo in tudi povleklo nekaj korakov naprej. Namreč v tej situaciji, v kateri smo se znašli v zadnjem letu, zaradi različnih razlogov v prvi fazi na področju kulture, političnem. Naša kultura je politično vprašanje in obstoj kulturnega sektorja v tem trenutku je zelo hudo politično vprašanje in se dejansko navezuje na čisto isto temo, ki si jo že pričel s tem, kdo je antifašist in kakšen diskurs dovolimo glede razumevanja in tolmačenja naše pretekle zgodovine. Gre za to, ali smo sposobni ali ne sprejeti neka stališča in jih znati kot razmišljujoča intelektualna bitja, za njimi tudi stati in jih jasno povedati. Prisoten je strah, prisoten je delno mogoče oportunizem, ampak postajamo družba, ki veliko bolj ceni oportunistične opinion makerje kot ljudi, ki znajo svoje stvari povedati in za njimi, za temi vrednotami tudi stati. To mislim, da je težava, s katero se soočamo v tem trenutku. Tudi zgodovinarji. Zgodovinarji smo utrujeni. Utrujeni smo tega, da moramo stalno nekaj dokazovati in da moramo stalno nekaj pisati. Namesto, da bi se ukvarjali s tem, da bomo pisali kakovostne knjige, se moramo ukvarjati s tem, da javnosti pišemo pisma in opravičujemo to, kar je dejansko bilo že zdavnaj znano, že zdavnaj vedeno in enostavno je del dojemanja preteklosti. Evo, zdaj sem si vzela jaz svojih 5 minut. Ja. Zadnje, evo. Javno opazil, ja. No, jaz bi na kratko, skoraj lapidarno nekaj zatrdil. Zavračanje tega poročila, ki traja že 20 let, je pogojeno od načrta, ki ga ima Italija, da spremeni revizionistično zgodovinska dejstva, konkretno na tej meji, za naprej. To niso nedolžne zadeve, če Tajani v Bazovici in druge stvari ne bom našteval, ker od dogovora med Violantejem in Finijem naprej smo stalno priča organiziranemu, načrtnemu izzivanju v odnosu do nas in v prepričevanju italijanske javnosti, da se jo pripravi na to in v marsičem je že to doseženo, da tam na vzhodu je sovražnik. Jaz sem prepričan, da kot v tistih letih 45, 46, 47 je v Rimu delovala en urad za obmejna področja, ki ga je Andreotti in De Gasperi lepo in koristno uporabljala. Ravno tako je v Rimu neka komisija, nek možganski trast, ki sproti si izmišlja izzive. In mi temu samo sledimo. Samo naj nakažem, ne moreš ti si izmisliti in napraviti vsako leto en film, če ni zadaj ena ekonomska podlaga, če ni zadaj ene opore, če nimaš kritih ramen. In to o filmih je samo iceberg, konica iceberga za vse tiste malenkosti, ki potem prihajajo do izraza, ker to o 12. juniju, to je najbolj eklatantno, so veliko bolj drobne zadeve, ki temu dajejo, kot recimo si izmislijo in naročijo nekemu agentu, bivšemu agentu CIA, da napiše za popolume, da napiše roman, v katerem se trdi, da je v Trgovskem gozdu še vedno tista jama, kjer so oficiri iz Beograda in komunisti iz Gorice načrtovali, kako bodo izvedli revolucijo v Italiji. Rekli mi,
Kdo si to zmisli? Za vsako raven populacije poskrbijo svoje. To je načrtno in odobritev tega poročila je v nasprotju s tem načrtovanjem. Samo še jaz. Kratko, ma res kratko. Kratko. Če jaz rečem zelo na kratko, potem. Ma nekaj že tam. Mislim, da je, kako bi rekel, tudi mi, Primorci, smo včasih težki. Ne? To, kar nam drugi povejo, je nekaj na tem. Ne? Ker imamo internalizirano to svojo identiteto, ko je zadnjič lansko leto je bil Milenko Jergovič tukaj in je lepo povedal, da naša obmenjena identiteta, vsaka obmenjena identiteta je vedno proti nekom, je vedno anti nekaj, ne? In se konstituira v tem anti. In ta naša anti-italijanstvo, ki ni simetrično z antislovenstvo, ki je drugačne značilke, ki je v bistvu odpor proti italijanskemu irredentizmu, imperializmu in tako dalje, nas zaznamuje. In jaz z veseljem bi rekel internaliziram, da je to del moje identitete in tako, nimam nobenega problema povedati tudi recimo tujcem, tako da jaz sovražim Italijo, ne, tako, kot šala, ne. Seveda vem, verjetno več o Italiji kot povprečen Italijan. Ponovi 3-krat, da se šališ. Ja, v redu. Ampak ne, ker imamo to v bistvu postkolonialno identiteto do Italije, da v bistvu gledamo po eni strani to ta primorska navada, ne, da gledamo po eni strani, ko v bistvu se identificiramo proti njenim ekspanzionističnim težnjam in sočasno pa ravno s tem smo neprestano vezani na njo. Ne. In vedno gledamo, kje so še vedno te občine parapalske in tako dalje in imamo to v bistvu hipersenzibilnost. In mislim mogoče tudi prav, da se tega poskušamo znebiti, ker Italija je, tudi v evropskem kontekstu Italija ni pomemben akter. Italija ima svoje lastne hude probleme, je v neki stagnaciji, ne, in v tem kontekstu je pravzaprav Slovenija na boljšem položaju. In tudi slovensko zgodovinopisje navsezadnje marsikdaj izkazuje tudi večjo zrelost kot recimo italijansko, včasih ne. Slovenski javni diskurs včasih izkazuje večjo zrelost kot italijanski in mi tukaj na meji smo vedno taki, bi rekel, delikatni situaciji, ker po eni strani tukaj smo na neki tektonski črti, ne? In kadarkoli se malo premakne kulturna klima v Sloveniji pa v Italiji, tukaj najbolj začutimo. Ne? Ampak prav, da v bistvu, da ležimo na tem zrnu graha, pa tudi ni potrebno. Ne? In mislim, da prav navsezadnje te dogodki, kot je, ne? To, da v bistvu v Novi Gorici lahko organiziramo stvar, kot je Mesto knjige, da imamo revijo Razpote, da zdaj pripravljamo, bi rekel, kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025, pomeni, da dejansko smo razumeli, da ta naša obmejnost je nekaj specifičnega, je nekaj, kar se da prikazati kot izjemno zanimivo, prav zaradi te svoje travmatičnosti in da prvi na ta način v bistvu znamo tudi drugim predstaviti to na nek njim umljiv način in da s tem v bistvu, bi rekel, s to historizacijo presegamo nekaj, kar je naše intimno in travmatično in psihološko, da v bistvu polnanimo in iz tega naredimo zgodovine. In to navsezadnje, po mojem, je zgodovina, za razliko od spomina. Ne? Da v bistvu poskušamo ustvariti neke distance, ki ne moramo imeti do spomina, pred neko do zgodovine, pa vedno moramo imeti neko distanco. To je bila neka končna refleksija, ne vem, če se je razumela. Sam nekaj. Ja. Jaz sem za tem omizjem edina, ki nisem Primorka. Tako da mogoče lahko malo bolj z distanco gledam na to in damo v veliki meri prav, da me zmer na nek način malo preseneča to anti-italijanstvo in imam zmer debate s Primorci, češ pa Italijane v redu, pa tisti Italijani, ja, ampak sej tudi vi sami dobro razlikujete med enimi Italijani in drugimi Italijani. Med Italijani imate prijatelje zagotovo tako kot jaz in tako kot marsiko drug, ki ima stike z Italijo, tako da je res treba malo te, ko bi rekla, tega afronta pomiriti, umiliti in začeti malo bolj, ne vem, široko odprto razmišljati, no? To je pa nekdo, ki me
ja, do neke mere ogroža, ampak po drugi strani pa tudi ne. Nevenka, če bi ti vedela, kako imamo šele proti Ljubljančanom. A lahko? To pa odpre čisto drugo dimenzijo in novo poročilo bo treba delati. Interno slovensko. Samo v pojasnilo, jaz nisem Ljubljančanka, jaz sem iz Trbovelj, tako da... Potem si izvzeta. Imamo tudi veliko proti Ljubljančanom, proti Primorcem pa pravzaprav nič. No, tle so že nove sfere nerazumljivega se odpirajo. Jaz bom zaključila to okroglo mizo. Jaz se vam res lepo zahvaljujem, da ste v tako številčnem omizju ostali z nami do konca. Hvala mojim sogovornikom in sogovornici in dovolite mi, da zaključim še z enim citatom, ki ga je slavnostna govorka iz včerajšnje proslave povedala in mislim, da je zelo pomenljiv in glede na to, da je to festival, ki se ukvarja s knjigo, ki se ukvarja s kulturo, je še kako na mestu. Če bomo rezali podporo kulturi, jo blatili in podcenjevali, češ da je nepotreben strošek in je v breme lokomotivi, na kateri parazitira, bomo jutri ostali brez duše. Na vse naše duše in na nova snidanja na drugih dogodkih, ki jih je organiziral festival. Hvala.